Drama Eureka govori o vprašanju družbene komunikacije in konsenza. Te splošne teme pa se loteva preko precej bolj specifičnega sprožilnega konflikta, ki se ga vsi dobro zavedamo, ga poznamo oziroma se ga spomnimo iz nedavnih izkušenj pandemije covida po celem svetu. Namreč gre za konflikt med tako imenovanimi cepilci in anticepilci. Drama se dogaja na privatni osnovni šoli v Kaliforniji, kjer na sestankih sveta šole spremljamo vodstvo šole, osebi ravnatelja in pa predstavnike staršev, ki se na vse pretege trudijo, da bi ohranjali in delovali znotraj vizije in ideologije šole. To pa je filozofija popolne strpnosti, se pravi popolnoma odprto in strpno okolje, v katerem so vsi člani skupnosti razumljeni kot enakovredni, spoštovani, slišani, ne glede seveda na raso, na nacionaliteto, na spol, na vero, na spolno usmerjenost in tako naprej. Hitro seveda vidimo, da je v drami ta skrajna strpnost predstavljena na rahlo pretiran in zaradi tega tudi malo absurden in komičen način. Namreč kmalu se nam pravzaprav zazdi in ugotovimo, da se za fasado skrajne tolerantnosti, vključevalnosti, strpnosti in tako naprej v resnici skriva marsikatera nestrpnost. In tudi ta kod komunikacije, ki ga zelo pazljivo vzpostavljajo, kaj se sme reči, kaj se ne, katere besede uporabljati, zaimke in tako naprej, v resnici dostikrat doseže ravno obraten učinek, se pravi, namesto skrajne odprtosti se določeni kanali zapirajo. No in ta skupnost, ki sicer na splošno ima podobno ideologijo, podoben pogled na svet, se pa naenkrat znajde pred nepričakovanim konfliktom. V šoli se zgodi izbruh mumpsa in izkaže se, da so nekateri otroci cepljeni, drugi pa ne. Zato, ker njihovi starši ne verjamejo v cepljenje, ker verjamejo, da je to zarota vlade ali tistih, ki imajo moč, da cepljenje povzroča avtizem in tako naprej. Prednost teksta je ta, da so vsi ti liki predstavljeni zelo večplastno, vsekakor niso karikature, tudi s časoma vedno bolj razumemo, zakaj imajo mnenje, kot ga imajo iz ene ali druge strani. Dostikrat so tu prisotne osebne izkušnje. Vzpostavi pa se zanimiva in precej brezizhodna situacija, kjer se dva popolnoma diametralno nasprotna vidika znajdeta znotraj tega konteksta popolne strpnosti in seveda smo pravzaprav gledalci priča sesutju te tragikomičnemu, sesutju te strukture, tega poskusa komunikacije in tako naprej. Tako da vprašanje, ki ga drama zastavlja, je v resnici, kako se pravzaprav v taki situaciji sploh lahko pogovarjamo, sploh lahko komuniciramo. Kar je izjemno relevantno za danes, ne samo zato, ker smo pravkar šli čez debato cepilstva in anticepilstva, ampak na splošno v družbi, ki se zdi vedno bolj polarizirana, v kontekstu tega, kar se dogaja recimo v Združenih državah Amerike in drugje po svetu, kjer imamo vedno bolj občutek, da se dva vedno bolj oddaljajoča se pola ne moreta niti pravzaprav več vzpostaviti komunikacije med sabo, kaj šele priti do nekega soglasja ali rešitve nekih problemov. In ravno to je to, kar je pravzaprav nekaj, kar se zadeva nas vseh, se pravi, ali smo sploh še v svetu, oziroma v družbi, kjer so mnenja in pogledi filozofije vedno bolj vezani na samo identiteto. Identiteta pa je tisto, kar vzpostavljamo kot sveto in nedotakljivo. Ali se v tem svetu potem, oziroma kako se v tem svetu lahko še zares pogovarjamo, komuniciramo med sabo in dejansko vzpostavimo nek dialog in diskurs, ki ni samo površje, ampak vodi do nekih res dejanskih rešitev. To pa je tisto, kar je izjemno relevantno in zato bomo tudi v naši postavitvi iskali te momente. V drami je ogromno humorja, ogromno komike
hkrati pa seveda vse skupaj zazveni zelo grenko in na nek način tragično. Ko pomislimo, kakšne so pravzaprav vse možne posledice tega, ki se že do neke mere dogajajo vse okoli nas. In tu so še razni momenti, ki jih bomo vsi prepoznali, kot je recimo hibriden Zoom sestanek med svetom šole in splošno širšo skupnostjo staršev, kjer se hkrati vzpostavi seveda še razlika med tem, kaj pomeni diskurs v živo in kaj pomeni komunikacija preko digitalnega medija in katera od teh, kako se razvija ena in druga in kako to seveda pride v nek komičen in hkrati tragičen konflikt. S tem se bomo ukvarjali tudi v naši postavitvi.